Dober večer, dobrodošli na novinarski konferenci s selektorjem Matjažem Kejkom po tekmi Danska-Slovenija, ki se je končala z rezultatom 2-1. Matjaž, komentar tekme. Čestitam Dancem za zasluženo uvrstitev na Evropsko prvenstvo. Tekma, ki je pokazala, kako težko je igrati na Parknu, kako širok kader imajo Danci in jaz jim res čestitam, danes so bili zasluženo boljši. Nam pa ta tekma v pozabo, poskušati nekatere stvari popraviti in se pripraviti kar se da dobro na tekmo proti Kazahstanu v ponedeljek. Hvala lepa, gremo kar na vaše vprašanja. Pa prosim, če date mikrofone malo tiše. Can you please take the mics down a bit? Vse te sliši? Kar. Ja, mislim, da ne. Dober večer, selektor. Glede na odločitev v začetni enajsterici, pa glede potem mogoče tudi na potek tekme, koliko ste razmišljali o Kazahstanu pred samo tekmo in na kateri točki ste potem že bolj gledali na ponedeljek kot na možnost preobrata tukaj? Ne, jasno je bilo, da je drugi gol nekje v smeru, vse to skupaj prehitro je to padlo. Mi smo se hitro vrnili po njihovem prvem golu in takrat smo imeli načrten plan. Že začetno enajsterica smo poskušali tiste, ki so bili na pol in ki bi lahko nekje mogoče z blokado ali v čem odigrali, ampak smatrali smo, da je rizik enostavno prevelik. Tudi mislim, da so ti igralci, ki so, predvsem tu mislim na Vipotnika, da je odigral dobro tekmo. Potem pa seveda po drugem golu, ko veš, da moraš dati 2, če hočeš priti do nečesa, se je videlo, da nekateri igralci padajo, tu mislim Janžo, tu mislim Elšnika, ki nista igrala dolgo in nekje mislim, da so bile odločitve logične, pa ne zaradi tega, da bi razmišljali o Kazahstanu, enostavno takšen tempo, takšen ritem je bil prehud. Zelo energičen vaš nastop v tistem krogu po tekmi, tem vašem tradicionalnem, je bilo tukaj nekako pozabimo glave gor, samo še ponedeljek je. Ma ne sej, logično je, sej tukaj, sej ni več kaj, to lahko pogledaš, razmišljaš o neki primerjavi z eno top evropsko ekipo in potem pač poskušaš usmeriti v nekatere stvari, seveda, ki niso bile dobre. Jasno pa je, da se moramo pripraviti, da nas čaka izredno težka tekma, da gre tu v eni tekmi odločamo vsem. Še vedno mi odločamo sami o sebi, ampak približam vas sem tudi, da bo v Stožicah to druga tekma in da bo tudi na koncu mislim, da nasprotnik ni na tem nivoju, kar danes smo absolutno zaostajali. Ves čas smo tekli za njimi, bili preslabi v tej neki agresiji njihovi, v duelih, v teh drugih žogah in na koncu se je videla tudi njihova kvaliteta. Zaradi tega nimamo kaj čestitati, priznati in čim prej se spraviti domov in se začeti pripravljati na to tekmo, ki smo jo čakali v Sloveniji leta in leta. Vedeli smo, da je tukaj sicer obstaja možnost, ampak na Parknu res ni enostavno igrati. Te besede, ki ste jih slišali po tekmi od fantov, te izraze, ki ste jih videli, ta govorica telesa, je to tisto, s čimer ste lahko zadovoljni, kar je pravo za ponedeljek? Ma ne, jaz niti v enem momentu, jaz sem že parkrat rekel, pa nekdo misli, da to neka kurtoazija moja, da pač PR, selektor pač to govori, ne. Jaz niti v enem momentu ne dvomim v njih. In ne samo izraz telesa, tudi njihovo prepričanje, da bomo dali vse. Tudi danes, na koncu smo držali te Dance na nekem rezultatu, ampak mogoče danes je manjkalo ne tista volja ali pa želja ali pa karkoli, ali pa ne vem, neka postavitev, enostavno nam je manjkalo odločnosti, karakterja na tem nivoju, enostavno nam je zmanjkalo kvalitete. Hvala, srečno. Hvala. Jože. Dober večer, selektor. Je ta 9. tekma v teh kvalifikacijah tista, na kateri je Slovenija realno gledano najbolj trpela skozi 90 minut? Ja, mislim, da smo igrali proti najboljšemu nasprotniku. To je treba priznati, ne glede na to, da ni manjkalo nekaj igralcev, tudi nam je manjkalo nekaj igralcev. Enostavno riziko je bil prevelik po tolkem času. Stojanovića potrošiti, pa ne zaradi tega, ker je samo bil na kartonu, po drugi strani tudi Šporar se ne počuti najboljše,
tako da Elšnik se je videlo, da je drastično padel in tudi Janža, ki nekaj časa niso igrali, ampak kvaliteta nasprotnika pa je spoštovanja vredna in ja, smo trpeli, ampak zopet pa nismo padli, nismo v neko blamažo, v neko katastrofo in tudi na koncu smo iskali izenačenje, tako da jaz to tekmo, mislim, da je ta tekma pokazala kar dosti dobrih stvari, ki jih bomo lahko izkoristili v primerjavi z enim visokim nivojem evropskega nogometa. Jaz gledam na to tekmo tako. Je te spremembe, ki jih je Danska morala narediti v prvi enajsterici, so na koncu prinesle v njeno ekipo v bistvu še več fizičnosti, moči, se je zdelo še bolj igro. Jaz sem to govoril ves teden, jaz sem vedel, kaj nas čaka. Če ti postaviš igralca Sporting Lizbone, ne vem, če ti postaviš Paulsena, zdaj se vidi tudi nekje razlika, mogoče tudi pri Benju, pa pri Paulsenu. Mislim, Vind, pa to so igralci, ki so res top igralci, ne. Ampak nič ne glede. Take tekme mora Slovenija igrati, take tekme mora Slovenija doživeti, da se zna primerjati in da zna spoštovati tudi tisto, kar je do zdaj naredila. Nismo si danes naredili tudi dobene sramote, ampak bili so pa boljši in treba je priznati, da so bili boljši. In kulisa pa spektakularna in jaz samo upam in pozivam, da vse približno to doživimo mi tudi v ponedeljek v Stožicah. Hvala. Prosim. Še kakšno vprašanje? Selektor, rekli ste, da ste veliko pozitivnih stvari danes tudi videli, pa me zanima, kaj. Pravim, tale primerjava z top ekipo, pozitivno, mogoče ni bil najboljši izraz. Tudi, da nismo klonili, da nismo se predali, da nismo nehali igrati, da smo potem na koncu vseeno iskali ta drugi gol. Dobro, tudi oni so malo potegnili nazaj. Ampak mislim, da v tem momentu imamo mogoče za tako tekmo malo preveč igralcev, ki niso na 100% in potem je tu. Pa nekateri igralci, ki roko na srce, meni so igrali dobro, ne bom poimensko, ampak tudi nekateri se bojo mogli mogoče malo zamisliti, če so še toliko standardni, ko so mislili pred to tekmo. Mogoče cel teden smo strani igralcev poslušali, da se bo šlo na zmago, da je to velika šansa, da se bo šlo na glavo. Zdaj en strel, pa še ta iz prekinitve, verjetno ni ravno to, kar so se navijači po teh besedah obetali. Ja, zdaj, kako si je kdo kaj predstavljal? Zdaj, če si je nekdo predstavljal, da bo imela Slovenija na parknu posest, če bomo mi diktirali to tempo, potem je bilo to verjetno narobe, ne? Jasno je, da tukaj trpiš, da je ta agresija, njihov ritem igre izredno na visokem nivoju in tukaj nismo uspeli parirati, ob tem pa še individualna kvaliteta, ki je na koncu pa zopet zgubiš iz dveh neumnih golov, da kar rečem. Tako da jasno pa je, da ne moreš cel teden govoriti, da gremo v Kopenhagen zgubiti, ne. Nedeljek tudi točka dovolj? Ne bom komentiral tega vprašanja. Ve se, kaj nas čaka ponedeljek, kaj moramo narediti, nas zanima evropsko prvenstvo, ne točka 3 ali pa 2. Ne. Hvala lepa.